Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Lepo pozdravljeni v današnji epizodi. Z nami je alumna ekonomske fakultete Urša Žorž. Svojo karierno pot je začela graditi v igralniškem podjetju Hit, kjer je ostala več kot 17 let. Čez noč se je odločila, da se odpravi na svojo samostojno podjetniško pot. Danes je organizatorka dogodkov, predavateljica, mentorica in še bi lahko naštevali, zato najbolje, da ji kar prisluhnimo. Urša, lepo pozdravljena. Živjo. Hvala, da si danes z nami, da si prišla nazaj na faks. Kako si? Super. Prav lepo je biti spet na moji šoli. A si, odkar si diplomirala, si prišla kaj na faks, ali si danes prvič, odkar si diplomo prijela? Ne, sem bila kar velikokrat, ker sem sodelovala z alumni pri različnih dogodkih. Imeli smo takrat alumni gurman, tako da sem bila nekaj časa kar precej aktivna in večkrat tukaj. Tudi kot diplomantka. Tudi, ja. Zdaj pa bi mogoče začela s tvojo študijsko izkušnjo. Ti si v bistvu naša diplomantka, ampak večina svojih študijskih obveznosti si pa naredila v bistvu na Primorskem. Pa me zanima, kako ti je to uspelo, ker bi veliko študentov, kakšen ta meglen ljubljanski semester zamenjali na Primorskem. Kako to, da si lahko študirala na Primorskem? Ja, takrat je bilo v bistvu, smo bili edini, ki je bilo biotehnična in ekonomska, je naredila en program, in smo bili mi edini, ki so nas peljali skozi in je bilo top, res. Ker smo bili na obali, bili smo v Portorožu in imeli smo tam sedež, predavanja in vse, tako da zvečer smo se družili in je bilo res, tako smo bili zelo povezani razredno. Ne bi zamenjala za Ljubljano. Ne bi zamenjala, ne. Kak je pa tvoj najlepši spomin na študij? Na študij, to, da smo se zelo lepo povezali z sošolci, da smo imeli tudi razne izlete v sklopu študija, ker je bil smer turizem, smo lahko tudi sami pripomogli k temu, sami zorganizirali, sami najdli neke povezave v krajih, kamor smo šli, tako da so nam dovolili biti tudi kreativni in kar mi je bilo zelo všečno. Super. Če si danes predstavljaš, da si moja študentka, da smo zdaj na faksu, kakšna bi bila kot študentka? Mogoče danes, ko že imaš tukaj izkušenj več, kaj drugačno, kot si bila takrat? Ja, bi zahtevala bi si želela veliko več praktičnega, ne, tako, saj mi smo imeli kar precej, ampak še več recimo neke prakse, nekih izkušenj na drugi strani, mogoče predavateljev, ali da bi povabili nekoga iz tega področja, o katerem se predava, in da bi dobili res direktno izvira neke informacije, izkušnje, znanja, nasvete. Že v času študija pa si bila tudi redno zaposlena, ne? Delala si v igralniškem podjetju Hit, Tam si v bistvu nekako rasla, razvijala svojo kariero skupaj s podjetjem, Pa bi se mogoče najprej dotaknili, če bi razložila, kakšna je razlika med igralniškim turizmom, pa mogoče tistim klasičnim, navadnim, kot ga jaz recimo poznam. A je razlika, a se obiskovalci razlikujejo, recimo, kakšni ljudje prihajajo? Zdaj, igralniški turizem, še posebej v Novi Gorici, ni namenjen lokalnemu prebivalstvu, ne. Vsaj tam ne bil, je namenjen Italijanom. Je namenjen, še vedno nekako, tako da je drugače, ker ljudje, tisti, ki so res zagrizeni igralci, jih ne zanima nič, vse te finese okoli, zanima ga avtomat, miza, on bo tam igral in to je to, ne. Spil bo neko kavico, mogoče kaj pojedo, če bo lih imel čas, ne. Tako da ne gre se malo še v spa, pa ne vem kaj vse, ne. Tisti, ki so res zagrizeni. Potem imaš pa tiste, ki pridejo malo se pohecati, če tako rečem, malo kot en drugačen vir zabave, ne. In pridejo pol malo še kakšen program pogledati zabavni, pa nekaj pojesti, pa mogoče v spa in tako naprej, ne. Tako da ta razlika je, so bolj tako fokusirani. Točno vejo, kaj hočejo. Tako. To je to. Kaj pa glede na to, da si bila zelo tudi od začetka, vpeta v tej zgodbo, pa me zanima, kako se je razvijal igralniški turizem, če primer bila si 17 let v podjetju, od začetka, pa mogoče, če ga še danes opazuješ, kako je v Sloveniji to raslo, pa na kakšni stopnji je danes? Zdaj, prav zadnja leta ne spremljam več to, ker sem čisto v drugih vodah, ampak takrat, ko se je začelo, je bilo to res razcvet, to je bila kokoš, ki je nesla zlata jajca, se je reklo Hitu, ne. Bil je res velik vzpon, polne so bile igralnice, tako da se je na začetku iz nekega urnika, ki je bil omejen, potem šlo na 24 ur, igralnice so bile polne, nosilo je res veliko denarja, imeli smo dobre plače, vse je bilo tako res wow zgodba, ne.
In potem počasi je prišla recesija, je prišlo polno enih drugih stvari in je začelo iti počasi navzdol. No, se takrat sem šla pol tudi jaz stran, ne. Tako da zdaj se mi zdi, no, kar sem pa tja spremljam preko mojih prijateljic, ki še tam delajo, zdaj počasi šepa, no, tako, ne, pa se pobira tako postopoma, no, ker potem je dal Hit tudi stran vse gostinske lokale, ker to je bilo kar taka res ogromna firma, ko sem jaz tam delala, je bilo 2500 zaposlenih, ne, pa v različnih krajih, pa državah in tako, no. Tako da zdaj se počasi pobira spet, ne, ker Italija, vemo, ni več, kar je bila, ne. Tako da, pa so res bili, mislim, večinsko samo italijanske, ali tudi recimo iz tujine, še kot drugod prihajajo recimo v slovenski igralni turizem, ali res večinsko italijansko? Kar je bilo goriškega, so bili večino Italijani, potem so pa začeli veliko delati na Kitajcih, pa ne vem, kaj so še vse, no, probali različne te, no, tako da te dva trga, ampak večinsko je bilo pa, vsaj takrat, ko sem bila tam Italijani. Si pa tudi svojo v bistvu kariero zelo lepo vodila, v bistvu, tako sem že rekla, rasla s podjetjem, pa če nam lahko mogoče malo več o tem poveš, kako si gradila svojo kariero v podjetju. Začela sem tudi tako zanimivo, ne, že kot dijakinja in sicer sem ob vikendih tam prala žetone. Takrat si se še te igralne žetone, si jih mogel oprati, si imel ne take lavorčke in si to. Tako da tam se je začelo. Pol sem nekaj čistila še kot dijakinja, ne, da sem nekaj zaslužila zraven. Pol pa, ko sem začela, sem imela tudi štipendijo od Hita, celo srednjo šolo. In po štipendiji so me vzeli kot štipendistko v službo. In sem začela na igralniški recepciji, potem sem šla hotelska recepcija, potem sem bila recepcija uprave, potem sem šla v tajništvo direktorja Perle, ne, igralniškega centra, potem so me vzeli na upravo nazaj in sem upeljevala sistem evidentiranja delovnega časa, potem sem upeljevala sistem letnih pogovorov in ocenjevanja, se pravi HR področje, in na koncu sem bila vodja izobraževanja in usposabljanja, no, in sem imela 3 podrejene, smo bili res taka super ekipca, tako da je bilo kar lepa pot, no, tako sem spoznala veliko ljudi in imela stik s vsemi, tako res luštno bilo, no. Potem si se pa nekako čez noč, lahko rečemo temu, odločila za samostojno podjetniško pot. Pa bi mogoče najprej opisala, ali si to že dlje časa planirala, je bila to že dolga želja, si mogoče, ne vem, že na faksu vedela, da si želiš biti podjetnica, ali je bilo to tako zelo spontana odločitev? Res je bilo čez noč, tako kot si rekla. Če bi mi kdo rekel, jaz sem 2010 sem šla pač sem odprla svoje spene, če bi mi kdo rekel 2009, Urša, ti boš podjetnica, bi rekla, tebi se je skisalo, ne. Tako da nikoli nisem razmišljala, sploh nisem imela niti nobenega okrog sebe, ki bi bil podjetnik, da bi rekla, aha, tako to zgleda, ne. Takrat ni bilo moderno, danes je moderno, danes imaš res toliko priložnosti, da že mladi, vidim, že v osnovni šoli, srednji in tako naprej, že mogoče razmišlja, aha, jaz bi pa lahko imel svoje podjetje, ne. Takrat ni bilo tega, ne. Tako da, ko so v bistvu, takrat se je sploščila organizacija, vse se je zamenjalo, meni so ukinili delovno mesto, to vodje izobraževanja, in so mi ponujali nekaj, kar mi ni bilo nekako, in sem rekla, dobro, a je to vse, kar imam zadati svetu, ne. Sem rekla, ne, verjetno imam zadati še kaj več, kakor da zdaj ždim še, ne vem, 10 let lele na nekih mestih, ki mi niso okej, ne. In sem pa rekla, kaj pa čem delati, ne? Okej, mogoče bi šla pa v podjetniški svet, nisem imela pojma, v kaj se podajam, ne. Takrat ni bilo teh mentoriranj pa vsega, mi smo imeli eno trodnevno usposabljanje, večinoma so bile reklame za, ne vem, računovodski program, pa to pa ono, tako vse je bilo zelo na hitro, ne. Tako da si dobil samo drobtinco recimo tega, kaj predstavlja nek podjetnik. Tako, ja. In pa sem rekla, okej, super, pejmo, ne, svoboda, ne, to je bilo res, to prvo, meni je ful pomembna svoboda. In to mi je bilo to, kar me je najprej potegnilo, ne, da mi noben ni rekel, kdaj moram vstati, kdaj moram jesti, da se moram plipati in tako naprej. In to me je potegnilo in pol sem imela še odpovedni rok, sem bila še doma nekaj časa in sem takoj zelo hitro začela pol delati, no. Se nisi vzela nič vmesnega Malo časa? sem, ampak so me že našli, so me že prosili za pomoč pri nekih dogodkih, ne, ker sem celo življenje v bistvu organizirala že maturantski ples za 600 ljudi, pa vse žurke, pa za srednjo šolo srečanje, faks srečanje, tako. In nekako sem rekla, kaj znam delati, organizirati dogodke, ne. To je bilo kar pa si to že logično. takoj vedela, kaj si želiš, v kaj točno se boš podala, ali ko si dala odpoved, si začela razmišljati, kaj pa bi zdaj, ali si že prej vedela, katero vodo bi te peljala? Ko sem začela razmišljati, da bi sploh šla, takrat sem začela, aha, kaj pa sploh znam, ne, kaj je moja močna točka, kaj je moja prednost, in sem rekla,
se je kar ponudilo na dlani organizacija dogodkov. Ne. In zato tudi v Hitu na koncu, zadnjih par let sem v bistvu, ko sem bila vodja izobraževanja, smo organizirali veliko delavnic za vodje, za zaposlene in tako. In je bilo to nekako kar logično, da je to moje nadaljevanje moje poti. No, super, to je res lepo to slišati. Ne? Pa mogoče smo se že velikokrat v podcastih dotaknili, ne, v času študija, kako začeti podjetništvo, pa kako usklajevati recimo študij, pa da je najboljše začeti čim prej. Ne? Ti pa imaš mogoče tu malo drugačno zgodbo. Ne? Ti si bila dosti let zaposlena, pa me zanima, kako težko je potem zbrati pogum, oziroma kaj bi ti svetovala diplomantom, ki so že recimo dlje časa zaposleni, pa si želijo mogoče, da bi šli na svojo podjetniško pot, pa se veš, pa je družina, pa kdo ima tudi kredit, pa nekako padeš v cono udobja. Pa kako bi ti svetovala, da zbrati pogum, pa iti za svoje samostojne podjetniške poti? Ja. To ni kar tako, no, da bi rekla, da se vržeš, tako kot sem se jaz. Ne. Jaz sem dobila še neko odpravnino, pa sem se počutila bolj varno, ne, ko sem šla s Hita. Tako da vsekakor moraš imeti ali zelo močno podporo družine, ali pač neki našparano, tako da boš ti zdaj kar pustil službo danes na jutri, nikakor ne svetujem nobenemu. Ne. Sploh, če nimaš še posla, ki je utečen, ki že nekaj prodajaš, ki že služiš. Ne. Tako da obstaja možnosti, mogoče začneš kot popoldanski espe, pa vidiš, kako to, če ti seveda čas dovoljuje družina in tako naprej. Ne. Kot popoldanski espe, pa se tam vidiš, ali sploh gre ali ne, ker mogoče ti si misliš, da bo tvoj izdelek ali pa storitev wow, poprejšnji trg pa vidiš, da ni tako wow. Ne. In potem postopoma, mogoče, če ti delo omogoča 4-urni delovnik, ne, pa 4 ure potem svojemu poslu posvetiš in tako postopoma, da potem preideš. Ne. Ker če narediš kat, tako kot sem ga jaz, je zelo težko. Je težko, no. Sploh se pravi, če nimaš posla, ki ti že laufa, če ga imaš ne. Če ga pa nimaš, pa traja kar nekaj časa, da prideš do nekega uspeha. Zdaj je ta plus, da je veliko možnosti od raznih inkubatorjev, tehnoloških parkov, ne vem kaj še vse, ne, ki ponujajo mentoriranja, izobraževanja in to, da ti pomagajo na tvoji poti, da je lažje. Ne. Pa se mi zdi, da se na slovenskem prostoru zelo veliko govorimo o uspehih, pa o uspešnih zgodbah. Malokrat pa čujemo tudi v tistih velikih neuspehih, da je prišlo do tega, oziroma do ogromnih izzivov, ki se jih ali bolj uspešno ali pa manj uspešno pač rešili. Pa me zanima, kaj je tvoje mnenje, mogoče če nam deliš kakšen tvoj ali neuspeh ali izziv, pa mogoče bi se mogli o tem več pogovarjati, več delati tudi na takih stvareh. Zdaj, če primerjamo neki ameriški trg, tam večkrat, ko neuspeš, ne, pa se pobereš, boljši je, ne, car, ne. Pri nas pa še zmeraj, čeprav se mi zdi, da z vsemi pogovori in z vsemi je nekako in razkrivanje svojih zgodb se tudi izboljšuje, no, da ne gledamo več nekoga, če ne uspe, kot nekaj groznega, ne. Ker to je sestavni del tvoje podjetniške poti. Pač pridejo vzponi, pridejo padci. Jaz sem imela finančne, recimo čisto polomije, če tako rečem, ne. In sem rabila kar nekaj časa, da sem res zalaufala, da sem sploh odkrila, kaj si želim. Jaz sem organizirala veliko svojih lastnih dogodkov, ne. In so bili taki posebni, ne. Taki, ki jih drugi ne iščejo, ni bilo kot stres ali pa ne vem, kakšne take stvari, ki jih ljudje iščejo na Googlu, ne. Ampak sem imela, ne vem, čajanke, pa večerje v temi, pa spajanje mode, kulinarike, pa ne vem, kaj še vse, ne. In sem se precej izčrpala, ne, fizično, psihično, finančno, dokler sem jaz ugotovila, da je treba malo drugače to, ne. Je trajalo, ja. In potem sem pač lastne dogodke opustila, razen pač enega, ki sem imela, in sem šla potem v korporativne in tako naprej. In tako se gradiš in rasteš, ne. Zdaj, če imaš nekega dobrega mentorja in to, ko sem rekla danes, res veliko podporo, gre to hitreje. Pri meni je trajalo nekaj časa, da sem pač vsa finančna sredstva počrpala vse, ne. In potem se postavila končno na neko pozicijo, da sem šla potem. Skočna deska je bila v bistvu dogodek 500 podjetniče, tako rečem. No. Pa si imela na začetku karierne poti, mogoče tudi, ko si bila zaposlena, pa potem na začetku podjetništva, če si imela mentorja? Ne, prav na začetku ne. Potem po par letih, ne vem, kako se je zgodilo, da sem naletela na eno ameriško mentorico in smo pol eno leto, je bila ena majhna skupina in smo eno leto skupaj delali, no. Oni imajo čisto drugačno filozofijo pa način
funkcioniranje, kar mi je v bistvu pomagalo, da nisem tako komplicirala, kot sem prej, ne. Tako da 1 leto sem imela to. No, zdaj pa nekako ni, da imam prav mentorja, ampak zelo veliko komuniciramo s podjetniki, si jim pač kakšne nasvete, izmenjujemo mnenja in tako. No. Teda si še zelo vpeta, ne? Si tudi ti Ja. mentorca, ne? Ja, tudi, Lahko ja. povemo, da si tudi moja mentorca v Ja. mentorskem programu, tako da te to zelo, a ne, poleg stvari, ki jih imaš, obogati tvoj delovni dan, verjetno, a ne? Zelo, to pa tako uživam res, ker v bistvu mentorstvo, ja, saj ti predajaš znanje, ampak zelo veliko dobiš tudi od mentoriranca, ne. Nazaj. Ja, zelo veliko, to je zmeraj daj dam, ne, ker ti imaš pač nek svoj spekter znanj, razumevanje in tako naprej, mentoriranec ima nek svoj in se potem izmenjuješ, ne, tako da jaz zmeraj rečem, da je to obojestransko učenje, ne. Jaz se nekaj naučim od mentoriranca, mentoriranec nekaj od mene in je to krasen, lepo sklenjen krog, krog, a no. ne. Ja. Zdaj pa mogoče si že omenila, kaj počneš, v bistvu tvoj nekako zdaj poklic je organiziranje dogodkov, a ne? Pa mogoče si vsak posameznik ne zna čisto niti predstavljati, kaj to pomeni, a ne? Jaz verjamem, da tvoji dnevi niso monotoni, da skoraj ne moreš neko povprečje, kaj na dan vedno narediš, ker so toliko različni. Pa če mogoče malo opišeš, kaj počneš, kako poteka tvoj normalen dan. Jaz imam 3 področja, se pravi organizacija dogodkov, mentoriranje pa predavam, tako da je res zelo pestro, ne, in je lahko v enem tednu, ne vem, 2krat predavam, pa imam en večji dogodek, pa potem mentoriram še in tako, ne. Tako da dolgčas mi res ni, ne, pa še kaj se vmes najde. Je zelo pestro, kar se tiče organizacije dogodkov, je pa kar zahteven poklic, mislim, da je pri vrhu tisti, ki so najbolj stresni, ne, bil ocenjen. Zato, ker ne glede na to, a imaš ti majhen dogodek za 20 ljudi ali pa za 200, koraki, kako se je organiziran, to so enaki, ne. Edino komunikacije je več, seveda, če je več ljudi, ne. Pa odvisno, kako je zahteven in tako naprej, ne. Tako da organizacija dogodkov po eni strani ti da veliko nekega užitka, ko vidiš, da so ljudje zadovoljni, če so neko odhajajo, ko komuniciraš z ljudmi, ko vse to pripravljaš, če so vpleteni še kakšni, ne vem, akterji, kakšni nastopajoči in tako pa spoznaš veliko novih ljudi, kar je super, ne. Po drugi strani pa res veliko dela, no. Veliko dela, včasih se kaj obrne na glavo, pa ti kdo pove, pa ne. Nikoli ni tako, bi si načrtoval, ne. Zelo moraš znati v tistem trenutku prav odreagirati, ne. Tako. Pa Pa recimo, če imaš naročnika, ne, on se spomne nekaj in potem čez 2 dni reče, ne, to pa ne bi tako, bi pa malo drugače, ne, ne, pol moraš vse spremeniti in tako. Tako da moraš biti zelo prilagodljiv tudi, no. Pa se znati obrniti, kam, kaj hitro poklicati, pa tako, no. Si pa tudi soustanoviteljica dogodka 500 podjetnic, ki je v bistvu tak največji dogodek za žensko podjetništvo. Pa me prvo zanima, kako je prišla ideja za takšen dogodek. Ponavadi fantje začnejo neke zgodbe v garažah, ne. No, mi 3 smo začele za kuhinjsko mizo in sicer Zorja Kolin, Petra Škarja in jaz. Smo se spoznale, ne vem, jaz pravim, da naključij ni, no, nekako smo se povezale po nekih kanalih in smo rekli, dajmo skupaj nekaj narediti. Zorja je rekla, vidim, da manjka ženskim podjetnicam, manjka nekega poguma, nekega povezovanja in tako, in smo pa rekli, okej, dajmo nekaj narediti za njih, ne. In potem smo malo sanjale, kako bi dale ime, in potem je padlo, dajmo 500 podjetnic. Imeli nismo nič, ne financ, ne ljudi, 500, okej, ne. In smo dali 500 podjetnic, spletno stran, vse je bilo 500 podjetnic in smo začeli delati. In v bistvu v 3 letih nam je uspelo doseči in preseči to mejo, ne, 500, ne. Aha, 500 podjetnic. Ja, v 3 letih, Kaj je bil v tretji bistvu dogodek. prav glavni namen tega dogodka? Namen je bil povezovanje, mreženje, pustili smo kar precej časa, da je bilo mreženje tudi organizirano po branžah, in pa mogoče neko vsebine, so bile res take top podjetniki in podjetnice na odru, da so dobile neka znanja, osnovna, se ne moreš v tako kratkem času, v enem dnevu, ne. Neka že to znanja, mreženje, ne, druženje. mreženje, tako. Pa neko opogumljanje, ker v bistvu to je bilo kot neko gibanje, podjetnice so ga same poimenovali gibanje, da smo jih opogumile, da se je, ne vem, da so se druge tudi pokazale, če ona zmore, lahko tudi jaz, ne, pa da smo jih spodbudile, da res predstavijo svoje izdelke, svoje storitve, ker ženske smo, se mi zdi kar malo, a imaš, kaj pa delaš? Ja, to delam, ne. Nismo dovolj samozavestni. Dej, pokaži se, krasne stvari imaš, pejdi ven, ne, povej svetu, da imaš, če kako bo kdo vedel, da to imaš, če se
ti ne izpostaviš. Ne? Tako. Pa se ti zdi, da se že v teh letih, ne vem, da je to bil prvi dogodek? 2013. 2013, da bo kmalu 10 let. Ja. Se ti zdi, da se je tukaj spremenil? Je več ženskih podjetnic? Znamo biti dovolj glasne, smo dovolj samozavestne, ali še moramo tu veliko narediti? Se spreminja, predvsem, ker ima tudi Spirit pa Ministrstvo za gospodarstvo, imajo vsako leto programe prav za žensko podjetništvo, kjer gre skozi 100 in več žensk podjetnic. Tako da tukaj se kar precej, se mi zdi, dela na teh ženske podjetnic, pa 500 podjetnic tudi nadaljuje svojo zgodbo. Tako da je boljše, nismo pa še tam, kjer bi si želeli, da bi bili. Ampak je boljše, vidim trend, da se izboljšuje, tudi mladi ste precej bolj samozavestni, pa tako, se mi zdi, tako da je kar ta trend. V študijskem času vedno več punc žensk, se že odloči za samostojne podjetniške poti. Tako da se mi zdi, da je tu, delamo na tem. Potem si pa tudi organizirala že več dogodkov, mislim, da 2019 prvič, Nobeden me ne razume, tudi si napisala prvo zbirko. Predtem pa me zanima, kakšen je pa namen tega dogodka, kaj si želela s tem doseči? Ja, jaz zadnje leta veliko delam z mladimi, osnovna šola, srednja šola, študentje, pač podjetniške krožke imam in tako, oziroma podjetniške delavnice, startup vikende. In sem opazila, ko sem delala z njimi, oziroma ko delam z njimi, kaj jim primanjkuje, in sem si jim želela pomagati. Tako. In sem naredila pol dogodek Noben me ne razume, kjer odstiramo tabuje, če tako rečemo, oziroma so neke tematike na odru, kot so, ne vem, spolnost, samopodoba, ekologija, kaj smo še imeli, samopodoba sem rekla, socialna omrežja in pač to, kar je zdaj aktualno, te stvari, da smo z različnimi predavatelji, bolj ali manj znanimi, mladim pač pomagali oziroma pa o tem pogovarjali. Se pogovarjali, tako kot sem rekla, odstrli kakšen tabu in tako naprej. Tako da je bilo zelo lušen dogodek, so bili navdušeni, letos je bilo tretjič. Si ga imela na ekonomski fakulteti? Ja, že 2-krat, s tem, da predlani je bilo online, ker je bilo, ampak smo naredili tako džunglo, ful lepo, tako odrček, letos pa končno spet v živo, tako da super. Super, že planiraš za naslednje leto, že lahko povabiš študente? Še ne. Smo dale, zdaj malo mogoče, naj sledijo. Tako. Si tudi v bistvu pisateljica oziroma pesnica, si tudi napisala zbirko pesmi, kaj pa tu? Čisto spontano, ali si že od nekdaj to pisala? Kak so pa tu začetki? Ja, to je bilo pa bolj... Ja, to so pa, čistko je bilo. To so bile v bistvu ljubezenske pesmi, ki so se običajno rodili ali iz kakšne nesrečne ljubezni, tako, in ko sem jih imela, ne vem, enih 15, ali kako sem rekla, nekdo me je spodbudil, ne vem, kako je bilo, zakaj pa ne bi ti naredila zbirke? In sem rekla, okej, zakaj pa ne? In sem imela tudi lastne fotografije in potem sem to pač naredila zbirko, tako bolj za lastno dušo, sicer sem jo tudi dala na trg, ampak je bolj tako, da sem sebi to naredila na tako knjižico, ni pa, da je to zdaj, pol se je tam nekje ustavilo, tako da ampak zmeri kaj pišem, kakšne tekste ali pa tako. In to je tudi del tvojega poklica. Tako. Tako da, mogoče bi še jaz izpostavila, da si tudi si že na začetku povedala, zelo aktivna alumni, Si bila, takrat je bilo društvo oziroma sekcija Gurmani, pa bi mogoče prvo povedala diplomantom, kaj je tebi alumni dal, oziroma kaj lahko alumni klub da našim diplomantom. To se mi zdi super, tudi tam, kjer ni, ko jaz povem, da imamo na naši fakulteti alumni, so vsi, kako dobro, zakaj mi nimamo, Vidiš ljudi, ki jih drugače ne vidiš. Spoznaš ljudi, tam so od vseh pač profilov do direktorja, do tega, da lahko narediš kakšno poslovno povezavo. Jaz sem jih že tudi kar nekaj, ki ti potem v tvojem poslovnem svetu nekako ti pridejo prav, pomagajo na tvoji poti. Vidiš sošolce, recimo, ki jih drugače skoraj da ne vidiš, razen s tistimi, ki si res ostal v navezi. Vsebine so čudovite, take res koristne. Zdaj, kar delate, mi je super, vidim, da je res tako, take koristne vsebine, ki ti prav pridejo na tvoj, ali če si zaposlen, ali pa če iščeš zaposlitev, ali pa če imaš neko svojo poslovno zgodbo,
Tako da se mi zdi, da je res en tak plus tega alumnija. No. Konec koncev so pa tudi kakšni zabavni trenutki. Tudi to, ne. Ja. tudi za to poskrbimo. Tako, kot smo že opisali, vse, kar počneš v svojem življenju, je ful nekih stvari. Pa me zanima za zadnje vprašanje, če bi imela 1 uro več na dan v dnevu, kaj bi to uro izkoristila? Zase. Je tega premalo. Ja. Po mojem, malo več bi kaj kuhala, recimo, to mi zmanjka, ne. Šla bi kaj več ven hoditi ali pa tako, kakšne take aktivnosti. Tako prav zase bi jo imela, no. To mi malo manjka. Super, Ja. hvala Uroša. Hvala tebi.